Jožef Tominc je eden naših najinteligentnejših slikarjev. V njegovih portretih so zajeti značaji, vrednote, stanovska in razredna pripadnost portretirancev, kar postane posebej nazorno s primerjanjem njegovih skupinskih portretov. Mladi slikar se je po vrnitvi iz Rima dokončno ustalil v Trstu, mestu tisočerih priložnosti. Ob priliki, ko se je v njegovi luki usidrala angleška fregata, je Tominc naslikal 25 portretov njenih oficirjev v prav toliko dneh in vsak portret mu je prinesel cekin. Komemoracijski verizem očetovega portreta z miniaturno podobo pokojne žene, Jožefove matere, in njenim kašmirskim šalom je pretresljiv. Inscenacija in izvedba ustvarjata občutje sladkogrenke zabrazgotinjene izgube. Leta 1829 je Jožef Tominc upodobil ženske iz aristokratske družine Moškon. Teta Kajetana je bila poročena Mandelštajn, nečakinji Amalija in Ana sta bili rojeni Lenheim, a sta v ranem otroštvu osiroteli, tako da ju je vzgajala teta. Na teraso letnega dvorca je stopil pomemben gost. Obe dekleti sta se zazrli vanj, teta pa strmo meri reakcijo starejše Amalije. Prizor je pravi sejem ničevosti nastopaškega razkazovanja. Ogrlica z dvojnim bisernim nizom in viseči uhan. Dvojna zlata verižica z obeskom in viseči uhan. Pasna sponka, zapestnica, pasna sponka, zapestnica, zapestnica, še na roki pod mizo bleščeči diamantni prstan. Ves nakit je na novo izdelan v dveh kompletih, bisernem in akvamarinskem. Vse je zadnji modni krik. Prav tako modne so umetelno odbrane tekstilije, baržun in čipka, črno v črnem, bela čipka v glavnice z ornamentiranim svilnim trakom, baržun in bela čipka, kašmirski šal, še en kašmirski šal, svilni damast in baržun, težka svila, tanka svila, baržun, avgartenski porcelan, rezljano in bleščeče politirano pohištvo. Gostobesedno naštevanje prestižnih predmetov, dragih materialov in modnih pričesk poudarjajo zadnji krik mode in denar, ki ga napravi dosegljivega. Ne samo to, balustrada, na kateri stoji Dubarry steklena buča, je bidermajerska ograja, preko katere se odpira pogled na mesta v megličasti daljavi. Moškonove dame sedijo na terasi novega dvorca, na deželi, in zlate ribice so tudi na zahodu obdržale svojo simboliko prosperitete in bogastva. Pogosto menjavanje vode je bila naloga služinčadi. 5 let kasneje je Tominc naslikal portret družine dr. Dimitrija Frušiča. Družina se je zbrala v notranjščini okrog prazne mize z zgubanim prtom na njej. Slika izžareva povsem drugačen etos. Dominantna očetova vertikala je poudarjena z zaveso, podoba prvorojenca Čedomila je vrisana v očetovo silhueto, Milica in Dušan se stiskata k materi. Dr. Frušič je zdravnik, pravkar je namreč bral Hipokrata. Opravljen je kot iz škatlice s škrobljenim ovratnikom, dragocenimi gumbi in zlato verižico, a jih nosi diskretno, da jih komaj opazimo. Gospa je oblečena v bogato nabrano obleko iz težke svile, povsem brez dodatkov. Enojni niz biserov in uhane nosi, kot bi rasli na njej. Uhani so vsaj 100 let starejši od nje, morda izročilo prababice preko babice in matere. Sliko diagonalno prepolavlja senca tako, da svetloba poudarja očeta. Pater familias je z naročilom portreta morda obeležil neki karierni dosežek. Umirjenost, samozavest, družinska povezanost in hierarhija, družbeni status, ki ga ustvari sam z izobrazbo in delom, ter celo nacionalna identiteta, ko se zavemo imen
otrok so vrednote, ki jih portretiranci posredujejo gledalcu. Kakšen kontrast nervoznemu dokazovanju svoje družbene veljave pri Moškonovih ženskah, ki so zaranžirale kričavi spektakel, morda kot poskus prepričevanja snubcev. Moškonovo mestno palačo v Gradcu je prevzel Lenheim, a 2 leti pred nastankom portreta so jo dedinje morale prodati plebejskemu kupcu. Od 4 Lenheimovih otrok, sinova sta bila oficirja, se nobeden ni poročil in ni imel naslednikov. Portret je Narodni galeriji prodala družina Fröhlich. Na muzejski steni se srečata 2 skupinska portreta, za katera avtor najbrž ni pričakoval, da bosta kdajkoli visela skupaj. Nam pa, ki imamo privilegij, da jo gledamo drugega ob drugem, sporočata nekaj več o družbeni stvarnosti njunega časa. Zaton plemstva in vzpon meščanstva se izražata v etosu obeh družinskih podob, in čeprav to ni bil Tominčev cilj, nam je njun kontrast posredoval s svojim izjemnim darom opazovanja in razumevanja značajev svojih upodobljencev. Tudi usoda družine Frušič je bila tragična. Dobro leto po nastanku portreta je umrl prvorojenec Čedomil. Dr. Frušič je umrl sorazmerno mlad in ni dočakal izgradnje velike bolnišnice Ospedale Maggiore v Trstu, za kar si je v svoji karieri močno prizadeval.